O življenju Keltov tudi v Sloveniji pričajo ostanki njihovih številnih gradišč na celotnem območju Slovenije. Kaj vemo o njihovem naravnem bivanju, kaj se iz zgodovine lahko naučimo in kaj lahko sporočajo naše vizije? Maša Bersan-Mašuk, akademska slikarka, in Huberto Široka, oblikovalec nakita, sta se združila v razstavi z imenom Sanje preteklosti. Zanimalo nas je njuno sodelovanje. Prav sem počaščen, ker delam z Mašo skupaj. Odločila so se, da delala na temo Kelti in Kelti so naj oba skupaj prevzeli in pripovedujejo neko zgodbo naše preteklosti. Na to temo že leta delam in tukaj so se najdla in danes pripovedujejo to, kar bomo videli. Od kje izhaja ljubezen do keltskega? Pravzaprav to vsi nosimo, saj smo pravzaprav njihovi potomci. Če pogledamo zelo nazaj, pred Rimljani so bili na tem področju Kelti, torej nekje neka geneza je v naših genih, torej da čutimo kot Kelti. Veliko Slovencev se poistoveti s Kelti, naša poezija je zelo blizu keltski, torej in tukaj pomeni, da je potem nekje v enem danem trenutku prišlo to iz nas ven. Ustvarjalca pravita, da potujeta skozi čas preteklosti in pri tem poskušata na svoj način ujeti skrivnostni svet Keltov. Skozi slike in nakit želita prikazati sožitje človeka in narave. Tako zanimivo, ona je slikarka, jaz sem le oblikovalec kovine, kot Srebrokovač, ampak naj jo združujejo neke teme. Jaz sem povezal recimo več segmentov mojih, to je od keramike, stekla in kovine. Zdaj, če na kratko povem, imamo vagine, skozi katere potujemo na začetek. Ko potujemo proti začetku, imamo lovilce duš. Te lovilci duš pripovedujejo in to je potem klele prečudovito prikazan, te pripovede tistega časa. Istočasno pa prikažemo ojačevalce. Te ojačevalce so pa vsa stara ljudstva tudi uporabljala. In s tem, ko so si to nadeli, so recimo začeli razumeti tudi ta svet okrog sebe. Tako da je ena ta pravljica tukaj delno zaključena nekje z mojo, bolj tako metalno zgodbo, tukaj pa potem ta njena pripoved, njenega videnja s pomočjo tega. So pa to najine pripovedi, to so najini Kelti, to ni zdaj recimo zgodovinsko opredeljeno, ampak najine pravljice, kako mi dva te ljudstva sploh vidijo. Lahko bi bili tudi neki drugi, lahko bili skiti ali pa kdorkoli, ampak to je naša pripoved in to se pa zrcali v tem prostoru. Kelti so bili tukaj in so pustili na naših dušah tudi sledi, in v poeziji in posod. Kaj bi lahko povedali o njem? O delu je težko govorim na splošno, zato ker prvič sem umetnik in tukaj že živim okrog 25 let, zelo slabo govorim slovenščino, zato ker nimam muzikalnega posluha. Pa pri delu meni ni potrebno govoriti, lahko to zdaj tudi malo izkoristim, raje pogledajte slike, pa pomislite, kaj oni vam nagovorijo. Ja mislim, želim, da slike več in bolj razlagali, kot jaz sama. In smo se jih, tako mi kot obiskovalci, ogledali. Kot sta nam umetnika že povedala, ne gre za zgodovinske ilustracije, pač pa svobodno interpretacijo. Slikarske vizije so prežarjene s svetlobo, realistično naslikani portreti človeške in živalske figure ter narava prehajajo v abstraktna barvna ozadja. Slike naredijo podoben vtis kot žive sanje. Gre pa se predvsem za kraj in ozemlje, na katerem živimo. Prvič o Keltah mi zelo malo znajem. Vedem, da tukaj sigurno živeli in tudi prišli in tudi ni odhajali kar tako, a to zdaj opazujem kot miks. To je ljudje življenje vse pripletali, pa to je to lahko vykeltenje, tako Berto, pa vsi smo, tako da smo enaki. Če tukaj živimo, to pomeni, da mi radi to zemljo, nebo, okolice, hribe, to ozračje je to isto. Edina tale zemlja ne laže, vse druge to je samo fantazija ali pa domišljija ali tako. To nas povezuje zdaj, današnjih ljudi in prejšnjih, to, da mi radi imamo to zemljo, na kateri živim. Ker je pomemben aspekt človeške kulture tudi ritem in glasba, na razstavi niso manjkali zvoki in glasba. Mina Kunstelj je poskrbela za prav poseben glasbeni vložek. Od kje je neka inspiracija za današnjo Inspiracija, zato ker bo danes tukaj zvočno se dogajalo, je v bistvu od slik in tudi iz Bertovih izdelkov. Ker te slike eno tako prvinskost, eno tako
divjo naravo človeško budijo. Tako da bo glasbeni vložek tendiral k tem, da prebudi divjo moško naravo in prvinsko žensko naravo in pokaže združitev tega.